tudi zelo tako senzibilno zaznala. To so pa te momenti posvetitve. Bi nam mogoče kaj o tem povedala. Kateri momenti so to, ki so zelo močni in zelo pomembni v življenju vsake ženske? Na zdravje. A sem res na zdravje? Bom začela z vprašanjem. A je imela katera izkušnja, da je, ko je dobila menstruacijo, to bilo praznovano? A je imela katera sramotilna izkušnja? To se vrata. In v bistvu s tem se začne. Smo deklice in smo luštkani mali cukrčki, ki nas imajo radi in smo res fajni. Pa naenkrat dobimo prsi, pa sramne dlake, pa vse začne dogajati, pa burno je in dobimo menstruacijo. In v bistvu naša življenjska energija se prebudi takrat. Nekdo nam da pa sram zraven. Ali pa krivdo. In zdaj, če si predstavljamo obratno, da je to trenutek, v Afriki obstaja eno pleme, kjer vzamejo boben in grejo po vasi. Naša Petra je dobila menstruacijo. Prvo. In se vsi pridružijo in pojejo in praznujejo. Nova ženska je prišla. Ker če ne bi imeli, kam bi prišel svet? Če bi vse ostale zdaj brez menstruacije. Če ne bi bilo ene ženske, ki bi lahko rodila naprej. Pa recimo v kontekstu tistega, kar sem prej delila, da v času menstruacije res črpamo silno znanje zase, za svojo skupnost, za globalno skupnost. Torej, silno darilo imamo vsak mesec pred seboj, ki ga je vreden praznovati. Res nam da lahko moč. Torej, ta prvi obred, ta posvetitev, postala je ženska, postala sem ženska. To praznovanje, to sprejemanje, to spoštovanje. Ker to nam da informacijo, kdo jaz sem, zdaj, ko vstopam v odrasli svet. In kaj dobim za popotnico? Ker to potem sledi in se gre na vse, na naše izbire, življenjske odločitve, ki jih bomo sprejemali in poklicno in v partnerstvu. Koga bomo iz tega občutka v svojem telesu, o sebi, o seksualnosti, o živosti zbrali, da vstopi v naš svet. Na kakšen način bomo vstopili v spolnost, na kakšen način bomo potem rojevali. In spet nova posvetitev. A bo vstop v materinstvo nekaj, česar se veselim, ali bo samo to, da bo to pač bolečina, da bo In tretji aspekt, ki se mi zdi zelo pomemben, je sploh za današnji čas menopauza. Neizbežno dejstvo. In v današnji kulturi ne častimo tega, da ko bomo zaključili z našim menstrualnim ciklusom, da bomo, en pregovor obstaja, ki pravi, ženska s prvo menstruacijo začne prakticirati svojo moč. In z vsako menstruacijo prakticira moč. Prakticira. Do zadnje menstruacije. In pa ta moč je. Ja, komu se bo šel posvetovati? Ženski, ki je zaključila, da je povej mi. Veš, kako ga ljubim, kaj je naredim. Veš, kako je lep. In za vse tudi resnejše stvari. Kaj bolj resne? To je ful res, Marja.